Rok, v nogometnem klubu Domžale si trener 3 leta. Predtem si bil trener mlajših selekcij v Kamniku, kjer je bil tvoj oče dolga leta tudi predsednik. Pa me zanima, kakšna je razlika v razmišljanju staršev, otrok, glede na to, da gre pač za različna ranga tekmovanja? Ja, se mi zdi, da razmišljanje otrok, predvsem v teh mlajših, U7, U8, U9, ni bistvene razlike. Potem pa se glede na to, da imamo tle v Domžalah vseeno veliko boljše pogoje dela, nekih takih dobrih inputov, strani članskih ekip, reprezentant, se mi zdi, da so fantje potem bolj vlagajo več truda, več energije, podredijo svoje življenje, bolj nogometu kot pa v Kamniku prej. In s tem gre sorazmerno tudi potem starševsko neko spodbujanje. Če jim starši vidijo, da so otroci nekje resni zagreti, da jim nudijo veliko več suporta kot pa v drugem primeru. Kako pa, da si se potem odločil nadaljevati kot trener pri nas? Ja, imam nekaj občutek, da vse te ekipe, ki jih trenerji vodimo, da so neko ogledalo našega dela. Sam sem imel kar dobre rezultate na rang tekmovanja v Kamniku. Dobil sem povabilo, da se pridružim nogometnemu klubu Domžale in sem ga z veseljem sprejel in mi še danes ni žal. Ti je bil nogomet blizu že od malih nog ali si kdaj razmišljal, da bi se vključil v kak drug šport? Ne, nogomet je moja prva ljubezen. Že od prvega razreda naprej sem bil skozi reden član nogometnega kluba. Zraven sem sodeloval še v drugih športih, odbojka, rokomet, atletika, ampak je nogomet zmeraj bil gladko prvo. Letos si trener selekcije U13. Kaj bi povedal o svojih fantih? Ja, glede na to, da jih je 25, je to 25 različnih karakterjev, ampak kot celota so fantje pridni, zavzeti, redno trenirajo. Vidi se, da so zdaj že v teh letih, ko so dojeli, da lahko tudi nekaj naredijo, sploh ti bolj talentirani. Tako da zaenkrat nima nobenih pritožb čez to selekcijo. Bil si član mladincev v nogometnem klubu Domžale, takrat ste prvič šli na priprave. Tudi s svojimi fanti greš zdajle na priprave, pa me zanima, kaj je to pomenilo takrat, da ste šli na priprave, kaj to pomeni zdaj za te mlade fante? Ja, bil sem član te mladinske ekipe pod vodstvom zdajšnjih kolegov Birjuka pa Stankoviča. Ja, vsekakor je to neko druženje, nek team building, spoznavanje soigralcev v nekih drugih okoliščinah, ne samo na treningu, na igrišču. In mislim, da poleg normalno te osnovne kondicijske priprave, da je to neko zbližanje celotne ekipe. In mislim, da bi tudi zdaj pri teh mojih fantih, ki gremo konec marca v Piran na priprave, da bomo prišli nazaj bolj enotni, večji prijatelji in da bomo imeli lepe spomine iz teh priprav. Dopoldne v službi delaš z računalniki, popoldne na treningih z žogo. Zanimiva kombinacija računalniki žoga. A ti pomenijo ti popoldanski treningi neke vrste sprostitev? Ja, v fizičnem smislu je sigurno sprostitev, da malo prekineš to monotono sedenje za stolom. Po drugi strani pa tudi velika obveznost. 4-krat tedensko treningi plus vikendi se moraš kar podrediti svoj urnik treningom. Zanemaraš sem pa kakšno družino, prijatelje. Tako da po eni strani sprostitev, po drugi strani pa velika obveznost. Doma imaš 3 dekleta, ženo Tamaro, hčerki Hano in pa Pijo. Povej mi, a tvoje dekleta vejo kaj v nogometu? Ja, Tamara bo na uraden naziv žena pa čakala še pol leta. Drugače pa ja, Tamara je športnica že od malih nog. Lahko imam pohvalim, tudi 7-kratna državna prvakinja v kickboksu. Tako da kar spremljano redno šport. V teh 7 letih, kar so skupaj, pa hočeš nočeš, je pa nogomet na prvo mesto. In se mi zdi, da bi mogoče včasih lahko tudi komentirala kakšno tekmo že po televiziji, ne glede na to njeno znanje. Kar se Hane tiče, Hana zelo rada pride pogledati od Domžale treninge tekme. Odkar je bila na Camp Nou, ki smo gledali eno tekmo, je tudi Messi zdaj number one. Pija je pa še toliko majhna, da razen teh osnov, se pravi, da je nogometna šola mladinska v Domžalah najboljša, da je Barcelona boljša od Reala, to več še nismo uspeli naučiti. Glede na to, da je Pija manj kot 1 mesec stara dojenčica, koliko pa je spanja pri vaši hiši? Pa moram reči, da ga je kar, z razliko od pričakovanj, kar spimo lepo po noč, tako da punca je pridna in s tem nima nobenih problemov. Po očitu? Ja, vsekakor. Koliko ti pa potem sploh še ostane prostega časa? Prosti čas je pa nek luksus, ki mislim, da me čaka šele čez par let. Glede to, da ostajam 5:20 in da se mi dan zaključnem nekje ob 9 zvečer. Ga nimam zelo veliko, kar ga pa manjka pa posvetim družini, ki je kar zapostavljena zaradi nogometa, tako da probam čim več izkoristiti v tej smeri. Rok, hvala ti za tale prijeten pogovor.
Tebi in tvojim fantom želim uspešen del, spomladanski del sezone in pa da čim bolje izkoristite tale čas, ki ga boste preživeli na pripravah. Ja, hvala lepa za povabilo, pa za vse lepe želje.